Živel nekoč je mlad fantič in ljubil. Ljubil je dekle, a ona ga ni ljubila nič. V soboto je Šmartno živelo s kulturo. Ob kulturnem prazniku so si obiskovalci v parku pred kulturnim domom lahko privoščili kavico izpod rok župana in podžupana, nato pa prisluhnili recitalu. V sodelovanju s knjižnico Litija in Nežo Vrdonik so ustvarili poetično obarvan dogodek, ki je bil glavni utrip dneva kulture v Šmartnem. Ja, v bistvu smo idejo za letošnjo uprizoritev črpali po inspiraciji iz 100-letnice, se pravi smrti Zofke Kveder in Srečka Kosovela. In nekako smo želeli oboje implementirati v našo uprizoritev. In tako je v bistvu nastala ta performativna slika oziroma 3 performativne slike. V prvi smo se dotikali predvsem Zofke Kveder in povezave z aktualnostjo danes. Bila je tudi v bistvu prva slovenska feministična pisateljica, tako da smo se malo bolj na to noto mogoče obrnili. Potem smo pa v drugem delu smo se pa dotikali Srečka Kosovela in predvsem skozi tematike, s katerimi sta se ta dva pisatelja ukvarjala nekako že pred 100 leti, pa jih vidimo v današnji družbi danes povsem na enak način. 365 dni torej trka na naša ušesa, božja pogled, meči srca in občutja, ta kultura. Vse okoli nas je sleherni dan. Ob njenem prazniku jo postavimo na oder, na piedestal, ozavestimo njen obstoj, pri tem pa tako sebe kot okolico spomnimo na to, kako zelo smo odvisni in povezani z njo. Nima strah za kulturo, pa tudi vas ne bi smelo biti, ker prežema prav vse pore človeškega bivanja. In pravzaprav nikoli ni bilo drugače in nikoli ne bo. Kulturni praznik je nekaj, kar bi morali spoštovati vsi in v bistvu pomeni vse. Kultura nam je vse, kultura smo ljudje, s kulturo živimo in brez kulture bomo zamrli. To je dan, ko se ustavim, ko poiščem lepoto, ki me nagovarja, naj bo to v pesmi, naj bo to v kakršnikoli drugi umetnosti, vse, kar dviga duha, to meni največ pomeni. Vsekakor za vsakega izmed nas kultura pomeni nekaj svojega. Moram reči, da sem pa vesel, da smo se kar precej skupno odločili, da bomo v letošnjem mandatu pričeli z neko prireditvijo, ki sega izven meja tistega, kar smo bili do zdaj navajeni. Za posameznika to mogoče pomeni presenečenje, mislim pa, da je pri kulturi potrebno gledati izven meja in se vsaj enkrat na leto odločiti, ali gremo iz cone udobja in pripravimo nekaj drugačnega, kar pravzaprav kreira kulturo v našem kraju.